Snema akcija, dela. Okay. Idemo. Okay. Vsi tisti, ki me ne poznate, moje ime je Dino, pod umetniškim imenom Dinoti. In danes sem se odločil, da naredim en podcast z gospodom Peter Šajnom. Peter Šajn, živijo. Odločil sem, da naredim podcast o eni temi, katera sem opazil, da ni toliko znana za normalne ljudi, kot sem jaz pa ti. Bolj me je zmotilo to zadnje čase, oziroma zadnja leta, da se vse bolj in bolj govori negativno o tem. Sem pa, priznam, ljubitelj pirotehnike. Kot mlajši sem bil pač pristaš, petard, mek, pa tega vsega, pa ko malo dozoriš, pa bolj teh svetlobnih teles, kot so rakete, fontane in vulkančki. In sem po nekem naključju prišel do Piroplaneta, se pravi podjetja od našega Petra, da sva se spoznala, da sem dejansko vstopil v ta svet pirotehnike. In jaz mislim, da je to idealna šansa, da poveš meni in ljudem, kakšen je ta svet pirotehnike. Ker zadnje čase slišim po časopisih, novicah, samo slabe stvari, o raznih poškodbah, o vsem trganih rokah, raztrganinah. Največ pa o ljubiteljih malih živali, njihovih psov, mačk, ljubljenčkov. Zelo so nastrojeni, zelo so tako proti vsem, ki uživamo v svetlobnih efektih. In sem si jaz rekel, da danes mi malo tem debato naredimo. Da mi malo pogovorimo se, kdo si ti, s čim se ukvarjaš, kako se ukvarjaš, zakaj se s tem ukvarjaš, kaj je to pirotehnika. Pa zakaj že nisem nehal, ne? Ja, koliko časa se s tem ukvarjaš sploh? 20 let. 20 let. Kako to, da si ti začel s tem se ukvarjati? Slučajno. Kaj si ti bil ljubitelj, tako kot jaz? Bil, absolutno, ja, seveda. Ognjeno znamenje, se veš, kakšni smo. Ne, to se mora izkriti malo v življenju. Petarde, piratke iz Avstrije. Absolutno smo s tem začeli, ja, seveda. Ne. $300 pa kje. Čas je bilo to F1. F1, kaj to pomeni F1? Pač kategorije, ne? Kategorije pirotehnike ločimo po nevarnosti in glasnosti. Ne? Pač najnižja nevarnost, najnižja glasnost, F1. Čak to zdaj, takrat po moje tega ni bilo. Govoriva primerjavi za zdaj, ne? Da te razložim na današnji pirotehniki. Ne? To je nedolžno. F1 je, temu se velikrat reče pirotehnična igrača. Kaj so oni česenčki, ki vržeš po tleh? Tako, danes so to česenčki, ne? Ali pa neki metuljčki, ali pa neke talne vrtavkice, ali pa kresničke, ki v rok držijo, ne? Kresničke, to so pirotehnične igrače, ti se lahko vedno spečeš, ne? Tudi z žigalnikom se lahko spečeš, ne? Ampak to je zelo nedolžna zadeva, no? To so F1. Kaj imaš pa še naprej? Potem imaš F2, F3, F4. Torej F4 je profesionalna pirotehnika, F3 en del v Sloveniji je tudi profesionalna pirotehnika, ni dovoljen za prodajo, ne? So dovoljene samo baterije pa fontane. In pa F2 je pa taka najbolj splošna skupina, to so pa, notri imaš vse, ne? Torej skupina F2 je skupina, ki obsega vse pirotehnične izdelke. Tudi petarde, ne? In F3, ki pa so v Sloveniji prepovedane od 2008, ne? Čak, se pravi, danes ne moreš kupiti več piratk? Valjda, da ne. Od leta 2008? Tako. Kako pa jaz pol slišim? V kategoriji F2. Jaz še vedno slišim, da se poka to. Seveda se poka. Če so prepovedane, kje pa dobijo to? Ja. Črni trg poskrbi za povpraševanje, ne? Aha. Črni trg. Črni trg. Se pravi, dobesedno ta prepoved. Lej, prepoved je tako, no, saj veš, bom rekel, da se tudi zadnja leta zelo razširil ta trg, predvsem v vzhodnoevropskih državah, ne? Torej, ponudba tega je ogromna, ne? Ni bilo toliko interesantno, recimo tam 2008-2015, ampak zdaj pa spet postalo to bolj popularno, no? Mogoče pa šla nova generacija. Čakaj, vi prodajate petarde pol, v bistvu? Prav petarde, mi prodajamo samo tehnično petardo, to so kategorije P1 komad, ne? A, to so pa tiste za živali, pa to za pištolo, kaj je to? Lej, od vekomaj so se prodajale izdelki, kateri glavni učinek je pok za odganjanje, ne? Tudi na letališčih, tudi povsod se to rabi, ne? Sicer odvisno, ki imaš letališče, ne? Letališče Jožeta Pučnika nima teh težav tako velikih, v Zagrebu ne, pa noro, ne? Pa čak ti dejansko lahko poješ čez cel let te... Čez cel let.
Mi imamo občutek, da samo za nov let. In vem, veš, da nikjer ni to razložen, točno kaj, kako. Slišiš tu pa tam in pol niti ne veš, ali lahko kupaš, ali ne smeš kupati. Čak, jaz lahko kupam raketo. Pa da lahko kupiš. Sprav, imam rojstni dan, julija, hočem raketo. Ni problema. Čeprav ne bojo prišel do 10 policaj. ure. Ja, policaj lahko pride, ampak nima kaj početi. Čak, do 10 ure lahko streljaš. Aha, po 10 pa ne smeš seveda. Ampak tudi to je trajalo, ti lahko povem. To je trajalo, da je policija to dojela, je trajalo 7-8 let. Aha, pa so kar ažurni, pridejo pa to. Ne, so hodili, ker niso vedeli, pokaj, se misli, da je prepovedano. Pa oni so zakon spisali. Tudi policaji niso vedeli. To je korak rana. S čim se zdaj ti, Peter, ukvarjaš? Ti imaš podjetje? Jaz imam podjetje in se ukvarjam s proizvodnjo, distribucijo in prodajo zabavne pirotehnike. Zdaj večinoma prodajaš rakete, fontane, pa to petard, v bistvu sploh to je prepovedano. Ne, to je prepovedano. To je prepovedano. To je pri nas prepovedano. Lahko pa dobimo prek interneta. Malej, kar češ dobiš prek interneta. In to je to, kar ljudje sploh ne razumejo v Sloveniji. Ne, internetna trgovina je prosta. A kupite kaj obleke, s kje vam jih pošljajo? Factcool, s kje ti jih pošljajo? .si, factcool.si. Ja, slovaške. Ne, ali pa ne vem. A veš, dobiti domeno, .si je sam kupva, 50 € poštane. Prav, jaz mislim dejansko, da kupujem tukaj od ene tam trgovine, a pošiljam iz Poljske. A seveda, tudi Poljska na trgovini. Čakaj, kako država pol s tem urgira? Oni prepovedujejo to, kako pol jaz to dobim? A ni tam, da stoji tam na meji pa gleda tisti kombi? Seveda ne. Kdo? Pa čak, včasih so bile meje. Včasih so bile. Pa je bil tam carinik, po domač povedan. Ja. Imate kaj za prijaviti, nimam nič. Ne. PlayStation 2 v gepeku noter. Ja, pa pod računalnik, spod zicem. Pa bi gledal, pa sem imel G-Shocka, pa prav, kaj imaš to? Teta kupila, imaš račun. A veš, fuck. Ampak čak, kdaj bo to? To je bilo 98. Ja, dobro, ampak meje so bile še kdaj? Ja, do 2,4. Mi smo v Unijo prišli 2,7. 2,7 smo dobili pa evro. A takrat so se pa tudi 2,7 smo dobili pa evro, ja. Ampak glej, to je zdaj druga zgodba, ne? Torej prost pretok meja, ne? Si v bistvu ne smeš stati na meji, ne? Če vidiš, kaj se dogaja. Stojijo. Kdo stoji? Ja, dobro, strici stojijo, ja, z nekim razlogom, ne, da... Kao ilegalci prej. Ja, delegacije, če greš gor, boš videl, če imaš kombi, boš absolutno stal, ne. Če imaš avto, pa ne. Nikoli. Torej, to je to. Osebno pogleda. Pa že to je preveč, že to kršijo pravila Evropske unije. Ali si predstavljaš, da bi Slovenci kršili, pa ni šans. Da bi bila pri nas kontrola za nos. To so tako, kako bi rekel, dvojni standardi. No? Ja, lej, očitno se dovoljujejo, ampak še vedno ti hočem povedati, kljub temu, da stojijo, je to v bistvu popolnoma pretočna meja. Prav, prepovedanje. Za nek šverc, ne. Lahko ga pa dobiš prek interneta in ljudje mečejo tudi petarde. No? Pa seveda. Letos sploh se je bila velika razlika letos. A veš, kako je? Internetna trgovina, jaz tako opažam, ne, ker pač sem v tem poslu, da je dobila zdaj zalet, ne. A veš, to počasi. Zaradi COVID-a, zato ker so se ljudje navadili naročati. COVID je bila prva stvar, potem pa tudi 2021, 2022 je to štartalo, polno previdno, da vidimo, če bo prišlo, ne. Pa je prišlo, da vidimo, če bo kdo poklical z policije, stari, kaj si pa ti tle naročil? Nič. Leto, 2, 3, eureka. Sem opažen zadnje čase, mislim, vsak let itak vedno predstavljajo na televiziji posod te otrgane ude, roke pa to. Ne? Ja, lej. To je ena taka... Kako prije do tega? To naredi samo ena zadeva in to so, ne bo rekla temu petarde, ker to niso petarde, to so eksplozivna telesa, ki pa zapadejo v kategorijo F4. Ne? Proizvedena, sicer en del legalno, v nekaterih državah Evropske unije je to legalni izdelek, ampak večinoma pa na črno. Čak, legalni izdelek, ni prepovedan v celi Evropi? Ne. Lej, petarde, kot klasika, smo prej govorili, F2, F3 so prepovedane v Sloveniji, na Finskem, na Irskem, pa ne vem, če še ena država. Čak, 3-4 državice, pa ostale rečejo na to? Dovoljeno. Zakaj? Vsaka država za sebe, to so eksplozivi. Za eksplozive ne velja prost pretok. Ne? Kar pomeni, to niso ostale dobrine, a ne, da ti lahko voziš čez mejo, ampak vsaka država za sebe določi, kakšen bo režim temu. Ne? Kaj mogoče s tem pokaže, katera država je bolj softič? Če so softiči, bolj podjetni so. Ne? Če si mogoče kaj pogruntal zadnjih 10 let, Poljaki so zelo podjetni. Ne? Dele za avtomobile, vse dobiš Poljske. Kakšen je BDP? Vsi so bili v minusu, kdo je bil v plusu? Poljaki. Veš, BDP nisi v plusu zato, ker nič ne prodaš, ne? Ampak zato, ker prodaš. Ne? Torej, Poljska je, bom rekel, zelo
usmerjena v to smer, da se dela posel. Ne? Ampak pretiravajo, absolutno. Ne? Oni pretiravajo. Ne? Oni, recimo, z Poljske, večinoma teh trgovine z Poljske. Ne? In potem naročiš in dobiš. In kaj je to problem? 3 dni, 4 dni pa je roba tukaj. Vse imajo za avtomobile, motorje, delo, kako hočeš. Za vse, za komplet. In tudi pirotehnika je samo en del tega posla, vsega posla. Ne? In dobiš tam, kar češ. Slovaki proizvajajo, pošiljajo na Poljsko, Poljska pa po celi Evropi. Dobro, zdaj sem ful opažal, oziroma slišal, da hočejo spet prepovedati komplet pirotehniko ali kako. Ja, lej, to sem Če so slišal. petarde prepovedane, kaj, rakete ali kaj? V Sloveniji se to dogaja že 10 let, praktično 10 let se to dogaja že. Ne? Zdaj, ljudje seveda to ne vedo. Ne? Ja, zdaj je spet minister rekel, da je on za prepoved. Kje je minister? To so minister za notranje zadeve, gospod Poklukar. Vse ni važno, kdo je minister, vedno je nekdo. Ne? Ampak izjava, ko ti pa na tem posvetu pa reče, jaz 2 nesreči z črnimi izdelki so se zgodile, spet so poškodbe, jaz sem za prepoved legalne pirotehnike. Dobro, on sploh ve, o čem se gre. Jaz mislim, da ne. Čistko. Jaz iskreno mislim, da ne vejo. Sem se raketa, ti moraš ločiti črn trg. Ne? Črn trg, torej tisto, kar roke trga, je črni trg. Večinoma na črno proizvedeno na črno in na črno distribuirano in to je to. Ne? Torej komplet črni trg, ni tisto, da je iz legalnega nekaj ušlo, pa se tam malo prodaja. Ne? Kako boš to kontroliral? Mislim, razen z represivnimi ukrepi, z organi, ne? S policijo, z nadzorom. Še to težko, ne? Ampak pazi, da je pa ukrep ukinitev legalne pirotehnike, zato da bo črni trg, kaj, ne vem. Sam to mene spominja na tisto v Ameriki 100 let nazaj, ko so alkohol prepovedali, pa so ga pa delali na črno, na polno, pa ga je bilo povsod. Prohibicija. Ja, seveda te spominja na to, na kaj pa drugega. In zdaj sem tako logično razmišljal, zdaj, če bi oni prepovedali. Prvo ne razumem, zakaj bi prepovedal fontano oziroma raketo zaradi otrganega uda. Se pravi, da ti otrga ud, mora biti neka eksplozija. Rakete eksplodirajo gor, ne 50-100 metrov v zrak, fontane pa dobesedno ne eksplodirajo, ampak pršijo. Moraš razumeti. Kako lahko to v isti koš daš zraven? Se ne moreš, ne, ampak to je ta nevednost. Ne. Najlažje. Veš, so določene struje ljudi, določene, bom rekel, posamezne frakcije, ki si seveda želijo prepovedati. Ne. Normalno. Tudi, če bi bil jaz take narave, pa nisem bi tudi jaz kaj prepovedal. Ne. Ampak čakaj, ti misliš, da oni hočejo prepovedati to zaradi rok ali zaradi kakšnih drugih še razlogov? Pa ne, to je samo zato, ker trenutno smo, bom rekel, na poziciji, da bi pa mogoče nam to uspelo. Ne. Ampak veš, ljudje ne razumejo, kaj to pomeni. Ne. Kaj pa to pomeni? V bistvu, okay, kaj pa prepovemo za vse v Sloveniji? Kaj misliš, da bi se zgodilo? Črni trg bi zalaufal na polno. Kaj pa? Kjer pa dubo? Vse ljudje ne bi nehali teh raket metati. Seveda ne, trg je trg. Trg je trg. Zdaj, a veš, kaj je zdaj ločica med legalnim in ilegalnim določi država z zakonom? Ne? Ampak trg je trg. To, če ti kompletno izbrišeš to ločico v levo in je vse ilegalno, trg je trg, ne? Trg bo svoje delo. Seveda se prodaja malo manj preko uradnih kanalov, ampak se prodajajo pa hujše stvari. Ne? Ja, pol ni nobenega nadzora nad tem dejansko. Ne, točno to. Sploh se ne ve, kaj se prodaja. Ne moreš. Gre se samo tukaj za profit, se pravi, teli dilerji, šverceri, ki bojo tebi obogateli, ker bi prodajali vse, ljudje bi kupovali. Ja, valjda bi, ne? Seveda bi kupovali. Predvsem se pa kupuje močne zadeve na črnem trgu. Na črnem trgu ti ne boš kupil fontance. Ne, ti noš kupil fontance, ampak ti boš kupil nekaj tacga, da se pokažeš. Ne? In to so pa samo one najmočnejše zadeve. Ne? F4. Ti trg prepustiš tujcem. To je, jaz se rečem, predaja suverenosti. Namreč, kaj imamo mi od suverenosti, odkar smo v Evropski uniji? Že takrat se je veliko debatiralo, če se spomniš, ko smo šli pod Evropsko unijo. Ja, zdaj smo pa predali del suverenosti Evropski uniji. Ne. Seveda ste ga. Hlapci, spet. Ja, seveda smo ga, ne, ampak to je bil kao, recimo temu dogovor, deal, ne. Imaš neko varnost, imaš nek trg zdaj. Si del nekega sistema. Si del sistema, imaš nekaj, ampak zato moraš nekaj dati, brez tega to ne gre. Daš dam, ne. In zdaj pa bi oni v 500 milijonskem trgu prepovedali Sloveniji pirotehniko, skozi katero gre 15 milijonov kamionov, verjetno par 10 milijonov več kombijev in ti boš prepovedal nekaj, da sem ne bo prišlo. Mislim, lahko prepove, samo tega efekta ni. To je to, ne, efekta ne bo nobenega. Mislim, da je tak lep efekt, kaj to pomeni, ko ti prepoveš pirotehniko, ne, to se je zgodilo v državi, samo eni državi, dejstvo. To je zvezna država Kalifornija v Ameriki. Ja, tam so softiči. Ja, so taki nižni čustva. Ja, se veš, kaj Hollywood privablja, ne? Ampak to se je zdaj tam mu rekel,
Pa vedno so zelo zeleni, zelo napredni, se veš. To je pa Kalifornija. Ne vem, kako je bil Arnold tam, guverner, ne? Ampak lej, ne paše v ta kontekst. Ne? Ampak recimo oni imajo prepojen. A si kdaj videl posnetek novoletni, kako izgleda Los Angeles? V bistvu ne. Ne, poglej si. To Mrtvo. Z leve, iz desne, z gori, iz spodaj. Pa pazi, to je vele mesto. A poka? A seveda, to žge z vse posod. Kljub temu, da ima prepovedano. Seveda, in potem tam seveda novinarji, ilegalna pirotehnika s helikopteri, se što Amerika ima, drugače so mi, pa se s helikopteri vozijo, poglej, kako bomo to zdaj nadziral boš. Sem res, jaz sem igral igrico GTA 6 in tam je ta Venice Beach in potem tam so tudi pirotehnike, sem imel karakter, pirotehniko. Nikoli mi niso rekli v špilu, da je prepovedan. Mi smo odšropali tiste rakete, si še kupil tiste pištole. Kalifornija je edina država v Ameriki, ki so to naredili, ker so pač videli, da to ne gre. Ampak oni so pustili, pustili so pač. Vse policija nobenega ne pudi za nov let. In pri nas bi bilo isto. Kaj bi bilo? Prepovedali bi, jaz imam 20 let firmo, tokle vložka mene bi uničili, tujci bi služili, po polnoči bi pa ravno požgalo. V bistvu bi uničili slovensko podjetništvo in bi v bistvu denar stekal se tujcem. Samo to. Nič drugega ne bi naredili, samo to narediš, ker kdo bo to nadziral? Da si predstavljaš, kako to izgleda v polnoči, ko se požge 600 000 pirotehničnih izdelkov, a zdaj pa tistih 26 policajev, ki je v nočni izmeni, pa to lovila, kaj. Mislim, to so, a veš, zelo nečloveške ideje se pojavljajo. Ti misliš, da so te, ki so v vladi, pa to, kar hočejo povedati, da so oni v bistvu lastniki ljubljenčkov, ker jaz sem opazil, sploh, ko sem s tabo naredil tisti video, ki so ga naredila, mene je dosti ljudi napadalo, ki imajo živali doma. V bistvu en je še grozil, da me bo prefukal po domač povedal. Ta brusilna pisma sem tudi jaz letos dobil. Predvsem gre to za zelo agresiven folk. Čisto kom povedal. Mislim, bral, da smo mi agresivni, ki pirotehniko prodamo. Pa niso, oni imajo pse, pa da jih umirja, pa to. Jaz sem že to povedal, zdaj, a veš, da bi ti pirotehnika ima tistih 100 do 115 decibelov. 115 decibelov ima tudi motorka, pa kosilnica. Bogi, oni se bojijo, pa to. Mislim, meni to težko prodaš, no. Kaj sem siguren, ampak načeloma, da pa to, kar generalno velja, pa to sploh ni res. Jaz sem malo hecam pa to, ampak dobil sem veliko odziva preko mojega Instagram profila. Nekateri so pač, en mi je celo rekel, da me bo prefukal, če bom to raketo spustil blizu njegove hiše. Eni so rekli, da eden me je prepričeval, da si bom s tem pač pokvaril ime, da me bojo ljudje zasovražili v Sloveniji, če bom pač posnel, kako rakete streljam pa to, pa da imajo oni živali. Pa sem pa jaz malo tako razmišljal, pa sem rekel, živali so odraz lastnikov in če je žival presrana, je pol tudi lastnik presrana. Ker sem dobil pa z druge strani pač sporočila, pa prav, moj pes pa rad gleda, pa prije na okno pa gleda. Sem rekel, to je pa odraz tebe. In jaz mislim, če so ljudje presrani, pa vsi neki čustveni, pa to, da pač pes itak dobiva energijo od lastnika. Now, this right here is one of the most underrated skills in all of dog training. As you can probably hear, I'm out on a driven shoot with my mate Uncle Sully. And all I have asked him to do right now is to SIT. So a fairly simple skill. Absolutno, pes se ravna po lastniku. Kako? Jaz imam sosede, ki imajo vsi pse. Te psi lajajo non-stop. To je klasika. Danes ti gledajo, wolf. Pa čakaj, a se jaz moram pritožiti, pa ne vem, zakon spremeniti, kaj pa te psi? A veš, meni težijo za tega pokanja, a pa pes se dere cel let, 365 dni, po noči, jaz po 10 uri mora biti mir. Ne, soseda ima enega, ki je to če vse stene gre. On je srne, dere se, butast je tok, da skozi se dere srne vsak dan, vsako noč on se dere. Ampak, a veš, jaz tudi, mene to mot. Seveda, ti ne moreš spati, ne? Jaz moram spati. Pravica do počitka. Če pogledaš. Ampak, a zdaj jaz moram imeti gor, pa teži tu malo pse vkint, vse je fino, po čop, mesoreznico, salame nares, gotovo, rešimo se tega. Lahko bi, ne? A mislim, jaz to tako tretiram. Če bi ti tak človek bil, zakaj pa ne? Ampak sem slišal, da je ta zakon zdaj. To mi je tako absurd, smešno mi je, pa meni je smešno. Ja. Meni ljudje ne marajo, ker sem jaz iskren. Jaz povem tako, kaj je. Se nobenega ne marajo, če iskren. Ljudje ne marajo slišati resnice. Ampak jaz sem slišal, da gluhonemi, da to moti gluhoneme moti. To je bilo tako presenečenje, ampak... Ti si gluh model, kaj ti ni jasen?
Zdaj smo bili na tem vibracije. srečanju, ne, in vse to se hitro Pa čo, kaj mi doživljamo? Hrup, vid, vibracije, mi normalni. Mislim, te, ki slišimo. Ti si pa gluh, imaš cel life mir, pa kad te mal nekaj vznemir, ugasen ti tu na aparat, zaprisati v sobo. Ni tako hudo, da bi ga mogel ugasniti. On hodi po centru, tukaj vsi in se prestraši, kaj je vržen na tla. Ja, oni so to zapakirali, tako kot sem jaz slišal, no, nisem prišel do besede, jaz tam itak ne. Sem premal, če sem samo... Kje si to bil, kaj je to? To je bil nek posvet na MNZ-ju, smo imeli 13. A je si šel, ti govoril o tem? Ja, šel, ampak 3/4 ure so govorili državni organi, potem so pa 1/4 ure imeli pa nasprotniki. Mi proizvajalci pa domov. Boš mogel kakšno koverto dariti, se tako dela v slovenski vladi? Pa lej, jaz tako ne bom delal, ne. Jaz bi rad delal z zdravim razumom, pa s pogovorom, če se da, ne. Predvsem pa to je bilo zapakirano v nek paket kršenja človekovih pravic. Kakšnih pravic? Pravic do, kaj že rekel? Pravico do življenja brez poka. Okay. Kdo se je pa zdaj to zmislil? Ja, to je njihova skovanka. Oni so to zdaj se zmislili? Ja, lej, ti moraš vedno zapakirati neko... Viš, pa pri tehniki se vedno to dogaja, od 2016 naprej. Imamo različne zadeve, ne. Eno je, da ful onesnažujem. Eno je, da smo preglasni, da ful poka, ne. Da to je tudi nevzdržno, da živali umirajo, ne. Ptiče pometajo za novo leto, ne. To so bile največje nabuloze, kar sem jih slišal. Pa čaki, ta pirotehnika, pa koliko let se to že dogaja? Pa zakaj je zdaj kar naenkrat to toliko slabo? Kaj se dogaja z ljudmi? Ta zadeva se dogaja od leta 2015-16, ko je Arso zlorabil nekdo na Arsu svoj položaj, ne, in začel pisati županom, kako oni nasnažujejo, ne. A veš, okolje s tem, mi smo imeli veliko novoletnih ognjemetov, ne. Vsaka občina je imela neko svojo prireditev. In so oni to dobivali, ne, in to tako čisto inkognito, veš, direkt na mizo, Arso, vi, dajte se odreči temu, veš, kako vi nasnažujete, ne. In to prime, veš, župani so take, plahe srne, ne. Veš, pride čas za naslednji mandat, to je bilo 2018, ne, mandat je bil 2014-2018, in 2018 ni bilo več ognjemetov, ne. Pa čakaj, kdo njih odloča za mandat? Kdo jih določa? Ljudje? Seveda. Pa čakaj, se niso ljudje rekli, da nasnažuje. To so rekli eni tam v Arsu, en tam Softič je napisal. Ja, tisti, ki so se upirali temu, so jim poslali pa novinarje z RTV-ja, ne. Tako je to. Ja, in so rekli, če ne boš nekaj, bomo pa poročali o tem, kako ti nasnažuješ, ne. Koliko pa nasnažujem, da ti s papirjem ali? Ja, župani niso taki, da bo rekli, dajte meni papir. A res? Ok. Imate vi kakšen dokaz, raziskavo? Ne, nobene raziskave ni bilo narejene. Koliko je eno petardo nesnaž, ko jo vržeš? Koliko je ena raketa? Gremo pogledati malo, pa gremo malo primerjati. Bilo je, mislim, če pogledati, 2019 je bil pol poskus prve prepovedi, ne, v parlamentu. To je bilo tudi tako spelano na hitro preko neke fake peticije, nobene ni preverjal, to je vse legalno, to je vse res, parlament. Tam so spet kazali roke, ne? Spet so bile roke tiste, otrgane, kar vemo, otrgane roke povzročajo izdelki iz črnega trga, ilegalna pirotehnika, ne? Sveda so prepovedovali pa legalno pirotehniko, ne? Ok, tisti ni šlo skozi, 2022 že nov poskus sprememba zakona o okolju, ki nima nobene veze s pirotehniko, ampak so probali noter stisniti ten člen, en podtaknjenček, ne, kako ne bi župani pol kar sami določali, kaj se bo lahko delalo v Sloveniji, pa tako naprej, kar se tiče pirotehnike. Mislim, te podtaknjenci, to so klasika. Ok, ampak za vse to, prepoved pa to, se prav gluhonemi, ljubitelji živali, a je to večina ali manjšina? Jaz sem tako povedal, ne, glede na to, koliko prebivalcev Slovenije pride novo leto, mi smo začunali po prodanih izdelkih, je tam okoli 1,4 milijona ljudi pa prestopi staro v novo leto z ognjemetom, ne? Ok. Ja, zdaj sem malo zašla, ampak ja, to je ta zgodba, ne? Ista fora, no. Povsod je ista fora, to ti razlagam. Ni važno, zakaj se gre, ne? Manjšine, agresivno, zdaj pa imamo mi svojih 5 minut, ne? Predvsem pa brez dokazov. To ne smeš nič imeti, to moraš vse pavšalno obtoževati, ne? Recimo nas, kot sem ti razlagal, mi onesnažujemo in pol jaz vprašam gospodično z Arsa, koliko pa, onesnažujemo mi od teh 14 milijonov ton, ki ste jih vi napisali leta 2023 v Sloveniji, da so bila pač emitirana ali proizvedena, ne? Pa jim je 10 delcev, ne? Mi začne razlagati o dnevnih vrednostih, ne meni to razlagati, jaz vem, kaj so dnevne vrednosti, jaz te sprašujem o količini, pa spet nekaj drugega, valjda ne vem. Saj sem prejšnjič gledal, nima pojma, ne? Da pa je ta ogljikov monoksid, koga mi, ali dioksid, se ne vem, koga ljudje proizvedejo, da je 0,04 celotne atmosfere.
Mislim, zdaj ne vem, koliko je monoksidov, mi dva se pogovarjal, PM10 Dobar, delci. to so drugi delci, pa govorimo recimo za promet, za motorje z notranjim izgorevanjem, ki isto hoče skenslati. Da bi mi 0,04% smo spremenili ozračje. Govorijo pa, da so to neke težke spremembe, da Zemlja se bo skurila v roku 20 let. Itak Ne, imajo. to hitro ne bo nič, ampak so pa spremembe, ne? Ampak pazi to, ti moraš, če naslavljaš neko spremembo, ne? Moš dokazati. Moraš mi dokazati, predvsem pa moraš, bom rekel, sorazmerno, ne? Torej, če ti pogledaš neko poročilo, če se dotaknemo PM10 delcev v pirotehniki, ne? Kaj je to PM10 dela? To je pa velikost nekega prašnega delca, ne? Ki pač ima svoje Čakaj, a je to isto pri učinke. dizlih, tisti, ki so... Vse je to isto. Aha, ok. To je velikost prašnih delcev. To je mikroni, to so velikosti, ne? Imaš PM2,5, PM10 in tako naprej. To je nek tak standard, recimo, onesnaževanje s prašnimi delci. In zdaj, če je pirotehnika problem, da jo moramo nasloviti, tako kot nas naslavljajo, to je treba obvezno ukiniti, veste, koliko onesnažuje, ko so recimo pošiljali županom. Ne? Veste, koliko to onesnažuje? Veste, oni so, to je noro, ne? A veš, koliko onesnažuje ognjemet? Jaz sem zračunal, tem povedal. Pa ne kar na pamet, ampak jaz sem počakal na študijo, ki je bila izvedena v Nemčiji med letom 2019 in 2021. V Slovenski Bistrici smo imeli ognjemet. Ne? In seveda, tista onesnaženost, ki mi proizvedemo, ne, na splošno, se razdeli med vse občine enakomerno, glede na število prebivalstva, recimo tako, da ponder pošteno narediva. In seveda vsak dan imaš indeks 100. 365 dni je indeks 100 onesnaževanja, ok? Jasno, ne? In 31. pa rečemo v Slovenski Bistrici bomo imeli pa še ognjemet. In indeks bi bil, kaj misliš, koliko? 100,5. Znači za 0,5. 0,5 indeksne točke od 3650, ki so že garant narejene, ki jih ne moreš se izogniti. Ki jih povzročajo promet, kurjenje, ogrevanje in vse ostale zadeve. Pa še to bom jaz rekel, da ta ocena, ki je v 2023 dana, bom rekel, je tako, veš, mačken preniska. Ne. To je teh 14 milijonov ton, je bolj ocena. Nekar to, kar pa jaz govorim, je pa točno. Namreč v Nemčiji je bil narejen ta 2 leti trajal ta test, ko so to testirali, koliko pirotehnikov onesnaži in to merili. In zadeve so čisto točne, to je laboratorijski poizkus, ne. To ni neki tam, smo mi tam malo. Sam Nemci so kar rekli, niso. Ja, valjda se to začeli meriti, ne. Tudi gor so se pojavljale te zgodbe, ne, koliko vi onesnažujete in so tudi neke astronomske številke prišle ven svojega halt. Čakaj, oni imajo tam prepovedan to. Kaj ima prepovedan? Ne vem, petarde, rakete. Pirotehnike, v Nemčiji raste ful, prodaja pirotehnike. Vsi si videl tiste slike, mogoče, ko so Lidl ropali. Veste, če so ga ropali, niso kupili, to so ga ožgali. Ampak okej, seveda Nemci pol veliko hodijo, to je spet nova zgodba, lahko se bi pogovarjali, Nemčija ima spet drugačen zakon. In pol hodijo tudi na Poljsko, seveda tam pa je no limit. Pa bi radi v bistvu ta mašina oziroma Sloveniji naredili, da je folk je že tako vas softič, pa vas mrtev, sprav nima življenja. Slovenci nasploh nimajo neki ful življenja. Večina, razen te, kakšni Dolenci, pa to, te pa so, ampak to je južnije, a veš? Razumeš? To je južnije, to malo vuče, malo Balkan pa to. Pa še to se dogaja pol v Zidanicah, ne? Ni to zdaj javno. Ker veš, kaj delajo na Dolenskem, kaj delajo, ker se ne poroča nikjer. Imaš en tak del sočnih Dolencov, domačinov pravih, zelo temnopoltih, oziroma ne, srednje temnopoltih. Prosim, da si korekten. Srednjo temnopoltih. No, srednje. No, ne more biti zelo, ker so srednje. Neke take barve, kot jaz so. Tudi mene včasih menjajo za njih. Tam sem slišal, tam pa niso pasje bombice. Niti rakete ne. Tam pa kar poka. Ampak poka tako, da misliš, da se 45 tam, da se... Ja, lej, to... A veš? Zakaj ni to nikoli na dnevniku? Napad na Berlin. Zakaj je to nikoli na dnevniku? Se to ti pravim. Zakaj ni to nikoli dnevna novica? Tam so pa rafali. Prvega. Tam so pa rafali. Tam je vojna, ne? Posnetek je nekje se sliši. Tam pa tolčejo. Tako poka na polno. Tam sprobajo, kaj ima na zalogi, ne? Mislim, jaz sem bil v vojski, drugače v Novem mestu, ne? Ja. In pol v bistvu pri nas bi prepovedali česenčke, ampak že laufa... Ne, da bi jih, so jih. So jih, no. Ja, so jih prepovedali za... A ni, da jih lahko kupaš neki eno obdobje? Ja, od 19. do 31. jih lahko kupaš, od 26. do 1. decembra jih lahko kupaš. Ampak to samo F1, ne F2. To je F1. Petard ne moreš. Ne, petard ne moreš. Lahko pa s kalašnikom. Petarde lahko po internetu naročaš mili voli kupaš. Mene zanima, kako te
te ljudje, ki živijo tam, kako oni to tolerirajo? Ne vem. Kje je zakon Bomo tukaj? rekli, da slovenski fokus politični in policijski ni na tem. A kaj veš o tem? Čakaj, a tam ni gluhonemih nič? Po moje tam okoli res ne. Mislim, ker Po to moje so se trese. odselili, ker tam ne zato, ker ne To slišiš, roka. ampak ker lahko preleti kaj. To ponovadi je to roka, Lahko preleti kaj, ne? ker to niso slepi naboji. Seveda ne. Mislim, slepe naboje je težko kupiti. To moraš vedeti. Ne? Lažje je dobiti Prave. pravo municijo, torej live ammunition, kot pa slepe. Ne? Pa čak te poslanci, ne? A ni poslanci, da so, a se da vplivati na poslance? Misliš, da oni Vplivati vplivajo? na kaj? poslance. Mislim, jaz se trudim, da bi vplival na poslance. Mislim, jaz se trudim razložiti moj pogled, a ne? To je moje delo. Ne? Jaz ti priporočam, da ta podcast jim daš, da malo pogledajo. Mogoče bo kakšno informacijo dobili. Mislim, lej, veš kaj, jaz zastopam ljudi, ne? Torej, ti si v parlamentu. Ne? Zdaj, bodimo iskreni, koliko imajo oni sami možnost, kaj po svoje glasovati. To jaz mislim, da ne prav dosti. Ampak druga stvar pa je glede informacij. Ti danes odločaš, ne vem, o pravici do pitne vode ali pa o ne vem čem, jutri odločajo o nakupu protipehotnega orožja, pojutrišnjem o pravicah žensk do splava, primer, ne vem čem, nekem socialnem vprašanju in danes o pirotehniki. Mislim, jaz ne poznam genija, ki bi vse to znal procesirati in razumeti. Razen, če ti nekdo poda to temo zelo jasno, na kratko in ti obrazloži, koliko je. In to se jaz tudi početi. Ne? Ker te zgodbe, kako mi vsi umirajo, mački se obračajo, onesnažujemo tako, da bomo umrli, preglasni smo, čeprav je pirotehnika v skladu z smernicami Svetovne zdravstvene organizacije, ki veljajo za vse naprave in tako naprej. Čak to imaš neke decibele, meje. pa Tako, to je meja 120 decibelov, določena je strani Svetovne zdravstvene organizacije in velja za vse naprave. In, ne, za vse, ni važno, kaj ti kupi, mora biti pod tem. Pa čak to, a ni to odvisno, koliko daleč si to? Za splošno rabo. Kako? Recimo 120 decibelov, zdaj en pok je tukaj glasnej kot tam, a ne? Absolutno, to se testira glede na oddaljenost. Ne? F1 je to 1 meter, Aha, to. F2 8 metrov, F3 15 metrov. Se to. Ampak to je malo, ne? Vsakdo, ki posluša oziroma sliši to, je veliko dlje. Torej tudi priporočila za odmik za gledalce, tisti, ki uživajo ob ognjemetu, je vsaj še enkrat toliko. Pa recimo raketa, ko gre v vis? Koliko je visoka raketa, sploh brez veze, da ti razlagam, raketa gre Približno. odvisno od 60 do 100 metrov visoka. Aha. Ne? In se pravi, ona, ki gor poč, ne sme presežiti meni dol 120 decibelov. Tako. Na 8 metrih od tam, kjer je štartala. Ne? Raketa je to slab primer, ker ima zelo veliko višino. Ne? Ampak govorimo o ognjemetnih baterijah, tista klasika. A pa o fontanah, ne? Fontane. Fontane. Pa Ja. ja. Fontane ponad ne pokajo, ful. To se bolj Tudi pokaj. prši neki. Bomo rekel tako, recimo macolce so prepovedane, ne? Torej česenčki so prepovedani, ampak fontana ima močnejši pok. Aha. To je en efekt, Pa crackling noter in to ima močnejši pok. Pa unke je to v zakonu, a on ve to razliko. Ne, jaz mislim, da ne ve. A je kdaj prišel pogled, Veš kaj, jaz poslušati? mislim, da generalen problem je bil leta 2008, da pač se je sprejema zakonodajo, Na horuk. seveda na horuk. Ne? Pač, veš, mi smo zmer prvi, jaz ne vem, zakaj moramo biti vedno prvi. Ne? Evropska direktiva je bila sprejeta in potem smo mi prvi sprejeli zakon od vseh držav članic. Ne? Eni pač počakajo druge, da vidijo, kaj drugi naredijo. Ne veš, kako to gre. Ne? Ja, mogoče se hoče malo dokazati, kao mi smo jaki. Le, mislim, to je bilo tako. No. Jaz itak, da ne poznajo pirotehnike. Ne. Vse to niso uporabniki. Ja, veš. Nekdo na ministrstvu ali pa kjerkoli že je, ali pa nek policist, vse ni uporabnik pirotehnike. Ja, oni hodijo na jogo, pa te fore. Le, če hodi na jogo, ne, tudi če hodi streljati z 9 mm, to ni pirotehnika. Ne. A veš, mislim, moraš poznati neko temo, o kateri odločaš. In če ti ne vprašaš nekoga, ki se s tem profesionalno ukvarja, koga pa boš vprašal? Mislim, koga boš vprašal? Kdo pa je profesionalec za to? Jaz sem profesionalec za to. Pa te kdo kdaj kje vpraša? Nikoli So te me kdaj noben kje več. poklical? Kaki? Pa čak, Lepo te prosim. hodeš pa tja, pa plačuješ za papirje pa to. Mislim, jaz nič ne plačujem za papirje, razen za te izpite. Te pa to. To A so ni pa to drugi pod njimi? laboratoriji. Ja, to je povezano, ampak ne z ministrstvom, ne s Slovenijo. Ne. To je evropska zadeva. Ne. Aha, okej, to komisija ti da koncesijo, dobesedno ne, laboratorijo in potem on naprej izvaja. A to je bil en laboratorij za celo Evropo, pa okay. Ne, jih je več, ampak to je krok. Ne. Komisija, laboratorij, delance pri laboratoriju, ok, imam to, potem lahko Slovenijo važem. To je tak krok. So človek bi si rekel, če je to dovoljen, ne? Pa ti, ne vem, greš tja za dovoljenje, za prodajo, pa to, da pol oni tebe v bistvu tudi kakšne informacije dobijo tebe, se pozanimajo, kaj sploh prodajaš. Vsi vprašajo. Ne. Aha. Ja. Pa jim razložiš to, kar si imel. Seveda, zakaj pa ne? Jaz zakaj vsakmu vse povem. Pa zakaj so pol Zakaj bi jaz zdaj nekaj šparil? Ali pa zakaj so za pol sabo tako zadržal? nevedni? Ali To nočejo je vedeti? vprašanje za $1 milijon. Ne, recimo lep primer policije. Ne.
jaz sem alergičen na to. Ampak to je še več iz najnih časov, ne? Iz sistema, ko je bil policaj tata mata. Ne? Ja, bogi bak. Takrat fanti na Dolenjskem niso imeli teh težav z avtomati, ne? Ko so bili najni časi. Takrat je policija drugače postopala v teh primerih. Ne? Je bil mir. Zdaj pa tako, a veš, nekdo, ki pride nekam v uniformi, ne? Ti si bil vojak. A bi izgledal, da se ti pač v petek ste šli malo domov, ne? Ste šli pol ta drug del, ne? Vsaki toliko Veš, da časa ste imeli smo shod. šli, Ja, vsaki pa toliko ti v časa. uniformi, ne? Ja. Pičiš dol, ne vem, do prvega lokala s 5 kolegi, gledajo. srbsko zastavo okoli vrata, ker si pač južne krvi, a ne mal, ne? Pa recimo bosansko, vsem kjero. In da se ga tam nažiraš v slovenski uniformi do mrtvega, okoli Ja, imaš. ne bi glih zgledal, no. To je to. A to zgleda? Batine bi bile. Torej, Ja. imaš uniformo gor, ne? Tako mu ti To predstavljaš uniformo nekaj. ti slečeš, pa imeti srbsko zastavo okoli Tako vrata. je. In pri nas enostavno, jaz se sam gledam tole. Pri nas nimajo tega, veš, imam uniformo gor, predstavljam državo. Torej, če ima policist, pride nekam z uniformo. Tudi zdaj smo imeli na posvetu, isti problem. Isti problem. Zdaj pa naš policist nekaj poje zelo visok, v spod, z uniformo, ne vem, tik pod vrhom, ne vem, krečin pa kaj. Ja, ste vi, ki povejo, ja, bom nekaj povedal, jaz sem šel za nov let na nek hrib, to je v dolini žgalo, konorc, moramo mogli dozoreti kot ljudje, da bomo to nehali delati. Zakaj bomo mogli dozoreti? Vsi smo dozoreli kot ljudje. Ali je on To softič je sprostitev, to je pač enim pač nam to veliko pomeni. A zdaj smo mi pa bad guy. Ne? Zdaj pa, ker mi pa za nov let požgemo nekaj in stopimo v nov let, kot cel svet smo pa nič vredneži, ali kaj? Bomo mogli dozoreti. In pa prideš do tega, mene gluhega moti pok. Ja. Mislim, predvsem se danes veliko sprašujejo samo, kaj me moti. Ne? Slovenija je že tako naravnana, če se spomniš časov nazaj na fušijo. To je tako tle doma, to ni, bom rekel, izmišljotina. Taki smo, ne? Ta ljudje, ki tu živijo, taki so. Ne? Torej, mene moti, če imaš ti neki. Ampak to je po mojem v takih državah, kjer ni stvari. V državah, kjer so že orang, se pravi standard visok, tam po mojem všije ni, ker imajo vsi, recimo, vsi imajo. Jaz ne bom govoril za druge države, ker tam ne živim, to ne bi bilo fair. Ne? Nisem jaz Tako predvidevam, pametnjakovič, zakaj je ki to bom pri nas? jaz to. Ja, ne vem, zakaj je to pri Ker nas. ti kot recimo privatnik si začel s poslom, Glej, jaz noben ne kot ve, da delaš privatnik- 24/7. Ja, In točno to je potem to. Ne? začneš dobivati neko bogatstvo in pol tam, ki pa hod, ne vem, Pa v ni nekega fabriko. bogatstva, nekaj imaš. Ne? A veš, mi vedno, podjetniki vedno samo zaslužimo pa vlagamo, pa služimo pa vlagamo nazaj. No, nikoli nič nimaš. Ne? Nimaš. Ne? Glih tako jemliš kredite, glih tako imam jaz 900 000 evrov kredita. Skozi v pufu. Skozi v pufu. Ali Audi vzun. Pa Audi Hugo zun. Boss jakna, on to vidi. Kje? Ja, Hugo Boss vidi jakna? sosed, da je hodil, recimo, ne govorim zate. govorim Audi tako zun, nasploh. sem Audi ima 350 000 km. zate, To se ampak- pa ne vidi. Ampak tako nasplošno, ne. Se pravi, logično, Ja. ko imam do denarja, si kup, si malo Pomemben je sem, kva se vidi. Ne? In pa oni vidijo, ali oni ne vejo, koliko je tukaj muke, koliko je tega Ne vejo pa, kaj so delam 12 ur, pojem kosilo doma, pa grem še za 8 ur v pisarno. To se ne vidi, ne? Ko mi delamo v sezoni približno 1500 ur v 4 Kjer mesecih. je danes dan? Danes je drugi svečnice. Ampak kjer dan je danes? Ne, Danes se ne dela. nedelja. A ja, delava. Kaj pa mi ta zdaj počneva? Ne, tole Ampak bomo jaz zdaj tudi kot prekinili. youtuber nič ne delam. Ne, nič ne delaš. Jaz ne, pa že kot avtobusar, ker sem bil, vse sem sam sedel. A Ja. ja. Veš, jaz sem vozil avtobus 5 let, ampak jaz sem sam sedel, vsi ti sam sediš tam. Prideš spočiti domov, ne? Pa vsi ti sam sediš, pa ja, avtobus se vozi sam. Ja. Jaz vstanem v 2-3 zjutraj, ne vem, ne vstanem jaz, avtobus se pržge zjutraj, -15 po zim, za laufa treba ogreti bremze, treba voziti, samo jaz sem sedel. Poznam, to je moj Ampak to oče je počel. podobna zgodba. Ja, mislim, se pravi, poznam, to je domača zgodba meni. Moj oče je bil avtobusni No, pa prevoznik, tako da Sredi treh noči po je noč, vstajal. treh po noč. Pod tank ima za kurt, ker je bila nafta Kaj ti je zmrznjena bilo in še tako, to? in tako Jaz sem naprej. moral voziti avtobus stari tam po temu parkirišču z bremzo, da sem ogrel pakne, če ne bi bil kipar. In ko si se ustavil, so ljudje leteli. Ja. Prav malo si Prehitro je pritisnil vstal. nič in si mogel ene par krogov, da si vse to pregrel, da je to pol nekako imel nekega, kako bi rekel, da si pol lahko v bistvu sam niveliral tisto bremzo. Mislim, se veš, kako je, ne? Kaj je vrednost, kaj ti to je sam, mi 20 let pogovarjal o spoštovanju drugih ljudi. Sem ne žuzga. Pa saj to. Ne, a jaz spoštujem tebe, kaj ti delaš. Recimo, za mene so vsi ljudje, pa ni važno, kaj počnejo, spoštovanja vredno delo. Pridejo pa smeti poberajo. Meni je to spoštovanje vredno delo. Ja. Snežilka, jaz sem zastopen, zakaj imajo tako nizke plače. Si taki ne štekam. Zakaj? Zato, ker jo družbeno dajo na dno. a Ne? Si pa snežilka, pa za druge čistiš, si pa tam. Ja ne vem, zakaj si tam. Zakaj? Nekdo, ki te drek odnaša, mislim, po mojem, ni tam. a Ne? Mislim, jaz tega ne maram. Mogoče ego.
Seveda je to ego, ne? Mislim, seveda je to ego in zato se to gre. Ne? Zakaj se pa gre zdaj pri pirotehniki? Ja, za par ego to se gre. Ne? Tako. 1,4 milijona Slovencev pač normalno preživi novo leto z isto tradicionalen način. Ne? A veš, 33 let za Slovenijo. To je poanta novega leta. Ja, seveda, kaj pa To je? je poanta novega leta ognjemet. Kaj pa je poanta pusta? Jaz si ne predstavljam novega leta brez ognjemeta. Jaz tudi ne. Kaj to bo mrtvo, čist, kaj? Ja, a pa- Bomo slišali, bomo predelali zraven rigala. Ne moremo reči pust brez krofov. Ja, ampak krofi redijo. In se zato ne. Transmaščobe. Lahko se spravimo na to. žile. Lahko se spravimo na to brez problema. Bela moka, si normalen. Bija. To je noro. A ne? Mislim, fore potem, koliko si ti zmeren, ne? Samo v tem. Saj Vse je to, treba zmerno. saj to. Ampak tudi pri pirotehniki nobene pripravljajo. 2 uri na leto. To je tam ob 11. zvečer se štarta, ob enih je vsega konc. Ti si lahko alergičen na vse, se ni problem biti nestrpen. To so nestrpni, če mene vprašaš. To je nestrpnost. Ne? Jaz sem tam živim, lega bil en pas, pa to je lajo cele noči. To si nisi mogel okno odpreti. Jaz sem nikoli rekel sosedu, da je tega psa spraviti z njega mesta. Pa to je problem, a veš, cele noči. A ne? Pa tudi tam, ko sem bil doma v Rusiji. Zdaj razmišljam, Isti kakšen problem. zrezek čez ograjo vrš. Pa le, nisem, ker ni bila fora te, ne. Pa si bil oziroma malo bolan, ne. Pa si bil prav bolan, ne. On je pač Aha. sodnik avto ga izboj in takrat naprej bil, ne. Se veš, da nas smo ustanovo za take, ne, pač, da gradijo nov zapor, na drugi strani imamo pa bomo bolnico, ne. Ta pa si bil za tja, ne. Sam za pse pač tega nimamo, ne. In čim je padla noč, je on gledal v hosto in pil, ne. Sem vse res, te psi serijo vse posode. Pa jaz sem dostikrat videl, da lastnik ni imel vrečkice, pa da je pobral pa vrgel. To je samo en del, kaj pa ta drugi del. To lahko še ujameš, kaj pa uriniranje. Sem res. Mislim, meni res tako, ko grem čisto osebno, ne, Ja. to nima nobene veze s tem. Zakaj to ne prepovemo? Zakaj ne Lej, prepovemo male živali oziroma ljubljenčke? če se boš- Preveč serijo, prdijo, rigajo, lajejo, Lej, zdaj je bil urinirajo. poskus, ne, a ni bil zdaj poskus, da bi nekaj en davek obdal, 20 Sem evrov. res, Ne, katere ni šlo bedarije? skozi, ne. Ni šlo skozi. Aha. Jaz sem vrgel petardo, ona je rekla, da bi kazen. Ja, ne. Pa spet moram poudariti, petarde so ilegalna Okej, zadeva, recimo, črn rakete, trg. karkoli. Mi dva se pa pogovarjava, ne, rakete so dovoljene od 6 do 22 Ampak ure. to ljudje ne razumejo. Ne Ljudje vem. mislijo, da to Glej, ni dovoljeno. Jaz, Julija, ne smem. To tako mislijo. Seveda mislijo še zdaj. Ampak pomoč pa druge, recimo, ko pride pa reče, jaz bi petarde, ker že 15 let jih ni, pa on še zmeraj ne ve, da jih ni. Normalno, da ne ve. A veš, to ni še splošni zakonik, se tebe recimo osebno tičejo, kaj pa je svet, zakon o cestnem prometu. A ti veš trenutno vse kazni, pa točno veš vse spremembe, ki so bile narejene. Na tisti čas, ko si ti delal izpit, ne veš vseh sprememb. Seveda. Ne veš, ne? Pa to res dnevno v bistvu bo rekla, si akter tega zakona. Ti si na cesti, si del cestno-prometnih predpisov. Evo, moraš jih vedeti. Ne pa pirotehnika, enkrat na leto. A veš, in potem so še mediji začeli tako, veš, to je bil velik problem v Sloveniji. Leta 2008 se je to spremenil in pa so vsi mediji, RTV, Pop TV, wow, oni so sploh agresivni, ne? Kar se pirotehnike tiče, tu predspoplovati se. In kaj reče, od 19. naprej, zdaj se pa lahko prodaja pirotehnika. Torej, poslušaj, če to slišiš ti s Pop TV, sploh ta generacija najnih staršev, najna generacija, ki so že živeli v televiziji, ne? Takrat ni bilo youtuberjev in tako naprej. Kaj boš rekel? Je valjda, da verjamem, mislim, pa televizija je to rekla, ne? Ja, televizija je bila zakon. Pa to še zdaj trobijo, no. In potem pa zdaj so masi popravili, reče, ja, glavni učinek je pokpa. Daj ti povej, kaj je dovoljen, ne govoriti, kaj je prepovedan. Ti povej ljudem, kaj lahko počnejo, če že misliš to informacijo imeti na svoji informativni oddaji. Mislim, a veš, jaz to spremljam in kvaliteta informativnih oddaj pa informacij, ki jih ti dobiš po televiziji, je katastrofalna, ne. To je vse na populizmu, ne. Večinoma, ne. A veš, nič ni res. Ja, kdo pa ve? Kdo ve, da ni res? In potem jaz kot podjetnik rečem, to ni res, daj ti, prasec. Premalo Ti boš govoril, ti služiš od tega. vas jih je. Ja, seveda nas je premalo, to je pač nišni posel, ne? To je pač tak posel, da nas ni veliko, in nas ne more biti veliko. Saj to ni nov let vsak dan. Če bi bilo to 365 na let, bi nas bilo veliko, koliko pekarna, ne? A veš, ja, tistega zdaj veliko, ne? Ker je pač potreba taka. Pri nas je pa potreba to za nov let večinoma, ne? Če bi v Ameriki živela, bi bila še 4. julij, ne? Pač nimava, ne? Ampak pa še to je problem, ne? Vse je problem, ne? In zdaj treba to zdaj nekako, kako bi to, najboljše je prepovedati. Ja, najlažje je prepovedati. Zakaj? Ker to pomeni, da ti ne rabiš nič delati.
Ne, če boš ti nek zakon, pa ga moraš zdaj recimo nadzirati, a po tem primeru, a je vrgel petardo ali ni vrgel petarde, ne? A je vrgel legalno petardo ali je vrgel nelegalno petardo? To je del človek, to mi imamo delati. Vse bremo vedeti in vemo, da je nelegalen, zdaj bomo pa lovili. Kva bomo lovili? Jaz imam ognjemet, v Ljutomeru sem imel, 31.12.2024. Naredim ognjemet za celo mesto, gor so še ognjemeti, nekaj ljudje so gor, malo druge narave. Super ljudje. Naredim ognjemet, bil je profi ognjemet, veš, da je to bilo malo jače kot pa tisto, kar ti kupiš v trgovini, ne? Ker je pač mora biti, ne? Ker to je občinski ognjemet. Pospravljam, pride 15 mučkov, črne kapuce, črni ruzački, ono to. Kaj lejka, streljamo petarde. Jaz ga pogledam, sem rekel, mene sprašuješ, sem rekel, izvoli. Pospravljam jaz ognjemet, se dajo na kup, veš, ko hobotnica okrog enega soda, enkrat samo naredi, ko v risanki. Vsak v svoj konc, 360 stopinj so leteli. In za njimi je ostala taka petarda in je gorela. In to so postavili kaj na parkirišče ob eno steno, ne. Veš, da bo to jače, ne. Jaz tisto pogledam, mislim, samo, v bistvu sem se sam priklonil za avto, ker vem, kaj pač udarni val, ne. To je detonacija v bistvu. To je le na 15 metrov, je to 150 decibelov, siguren, ne. To ti poškoduje sluh. In to je to, kar je problem. To trga roke, to je to, kar je problem, ne. In to ureže, lega. To je tako ne moreš kupiti v Sloveniji. Kakšni Sloveniji to kupil? To je vse črni trg. In to je to trga roke, to je problem. To je treba zdaj eliminirati, ampak ne. Minister pravi, mi bomo eliminirali legalni trg. Ok, ampak zdaj, če bi se tebe vprašal, če bi ti imel možnost, da ti zdaj poveš vladi, ljudem, kako bi ti to uredil, zdaj vse to skupaj? Da zaključim najprej tisto zgodbo v 10 sekundah, da bo vedela, kaj se je pol zgodilo v Ljutomeru. Ti si počel, ti si noro počel, ne? 100 metrov niže dol, 2 policista v avto, tudi iz avta nista stopila. Bravo, tudi jaz ne bi, če bi bil policist. In seveda ta politična scena boš, kako ne, pa se je policija. Lepo te prosim, koga bo pa on lovil? Kaj bo on lovil? On še videl nekdo je prižgal. Prej se je ti spočil in ni bilo nikjer nobenega več. In to bo pa sem to delal, po mestu boš lovil ljudi. Dejno. Zdaj, kaj bi jaz naredil? Zdaj, kaj je treba narediti? Poslušaj, to kategorijo, ko so prej govorila, P1 se je zlorabil. Zdaj, Piroplanet tega ni zlorabil. Drugače pa to je zlorabil. To zdaj prihaja z Poljske in Češke in vse posod milijon stvari. Kako to ustaviti? Ve se, kdo prodaja? To je prva stvar. Ve se, kje firme so, ker pač to mora biti uradno napisano na vsake strani. Ve se, kdo to pripelje v Slovenijo. GLS, DHL, DPD. Ve se. Imamo inšpektorate, lahko jih naslovijo. Internetne strani ekopiro.si. Ja. Slovenski telefon, slovenski človek, ki odgovarja na telefon stran slovenščine. Za kateri trg je to namenjeno? Za češki? Ne, za slovenski. Torej se da ukrepati. Samo to je delo, a ne? Ampak se da ukrepati. Predvsem kazni, ne? Ti moraš vedeti, da črni trg obvladujejo fizične osebe, ne podjetja, ne? Jaz se ne ukvarjam s tem. Jaz se ukvarjam z legalnim trgom. Fizične osebe. Kazen za fizično osebo je 200 evrov. Lega, on proda 2 petardi, pa ima 200 evrov. Pa briga njega, če ga dobiš. 2 petardi, 5 mu bo zaplenil, 200 evrov kazni. So what? Gremo naprej. Ne? To je to. Prvič kazni so absolutno premile za fizične osebe. Ne za podjetja, za fizične osebe so. To je treba vzdigati. Za prodajo. Za posest že. Že posest je prepovedana. Ne? To je, tudi če te dobi, da imaš v žepu, je to kazen. Ne? Ampak 200 evrov. A veš, mogoče je to 2 leta, 2008 še nekaj bilo, pa že takrat ni bilo to nič. Danes, pri tej inflaciji je to brez veze. To bi moglo biti kazen 4 ure, treba biti seveda do teh dostavljalnih služb in povedati, katera podjetja to pošiljajo in zahteva, da te paketi pridejo na MNZ. Paket odpreš, pogledaš, kdo ga je naročil, če je to pirotehnika, mu pošleš globo namesto pirotehnike. Pirotehniko zapleniš. Pa tako, kot iz Kitajske kupuješ Adidas, ponaredke, pogledajo in dobiš kazen. Ja, ampak carina to gleda avtomatsko, ker je iz tretjih držav. V Evropsko unijo zdaj bi mogli pač preko teh dilerjev, ki vnašajo. In oni, ki vnašajo, tudi če ne vedo, da vnašajo, kršijo zakonodajo. In ti jih naprej opozoriš, če boste to še naprej počeli, kazen od 5 do 50 tisoč evrov in čao. In v 2 letih ti jaz, kaj 2 letih? Jaz ti to eno leto vse zrihtam, če daš meni, če mene vprašaš. Ampak, a veš, to je delo. To se ne bo samo od sebe porihtalo. Ti moraš tja iti, ti moraš to delati. Ne tako, kot se zdaj naredi, racija, 19.12. inšpekcije grejo vse trgovine, legalne trgovine in iščejo kaj? Pod pultom. Ja, pod pultom se nikoli v Sloveniji nič prodaja. Nikoli.
In se ne bo. Ne išči tega pri nas. Mi nismo del tega problema, mi smo del kvečjem rešitve. Legalni trg zadržuje črni trg, tam kjer je. Če ti legalni trg umakneš, to bo preplavilo Slovenijo. Ne? To se je zgodilo v Zagrebu letos. 2022 prepovejo petarde, ki so bile veliko večji delež dol, 30% do 40%, pa nas pa 5%. So prepovedali, prvo leto so malo tipali, so videli, da to gre skozi, letos je bil ogenj, to na ministrstvu dol ne vejo, kaj bi naredili. Ne? A veš, kad nekaj spremeš, je vedno težko požreti, pa nazaj sprejeti spet staro, bom rekel, ureditev, ker pa si sam sebe v bistvu priznal, da si napako naredil. Ego, ne? In dol to zdaj laufa, ne? In to so tudi, bom rekel, tisti, ki se znani se s tem ukvarjajo, so prevzeli ta posel, ker valjda, super posel, ne? Ti prepovej, pa bojo to drugi prevzeli. Poka nenormalno v Zagrebu, ne? Veš pa še mesto, ne? To se detonacije, ker češ. To bi bilo treba narediti. Slovenija ne rabi drugega zakona, ampak treba je izvajati zakon, ne? Torej, Nadzor tisti, ki imajo nad uvozom. pooblastila nad vnosom, to ni uvoz, vnos v Slovenijo, ne? Pa delati treba na področju Evropske unije. Prihaja nova direktiva, ki določa, kaj se v Evropi lahko počne. Ne se trudijo, da se tam to prepove. Ne? Prepovedati treba F4 petarde, niso prepovedane. Ti moraš vedeti, v Sloveniji niso prepovedane F4 petarde. Torej, te, ki roke trgajo. Za profesionalno uporabo. Torej, jaz jih lahko kupim. Zdaj, če bi bil jaz, veš, tak bolj šmugel, podjetnik, bi jih malo pripelal, malo bi jih kao prodal, malo bi jih kao porabil, ostale bi pa prodal. Ne? Če bi jaz to ne bom počel. Ne? Dober, ja, glej, ne vem, bomo videli, kaj se bo zgodilo, kako bo. Upam, da so ljudje danes ugotovili, dobili odgovore na vsa vprašanja. Če vas še kaj zanima, spodaj napišite pod mojim YouTube kanalom, če gledate tam, kakšno vprašanje, komentarje, kakšne imate vi kaj izkušnje s tem, pa kako vi kaj petarde oziroma rakete dobite. Jaz sem navajen petarde in rakete gor še od otroštva, da bi mogel reči to. Takrat ni bilo baterij. Ni bilo baterij. Ni bilo, ja. Baterije pa to. Tako je, hvala, ker si se odzval na ta pogovor. Upam, da so ljudje zdaj končno zvedali, tisti, ki so jih zanimali, pa da bo dejansko tudi mogoče, da bojo kakšni iz gor gledali, ko odločajo in mogoče bojo kakšne odgovore dobili na vprašanja. Predvsem lahko vprašajo. Lahko vprašajo. Prav, ti si odprt na dialog. Ne, jaz sem odprt, jaz sem zdaj glih kar pozval vse v parlamentu, te poslanske skupine, da se pridem predstaviti, ne pa naš pogled. Ja, lej, vedno je ok odziv, vedno. Razen poslanske skupine Levice tle pa ni odziva. To so oni softiči. Oni nežni, čustva. Ne vem, kaj so oni, ampak jaz bom rekel, to je za mene anomalija v parlamentu. Ja, že 2019, arogantno, brez odgovora. Zdaj brez odgovora. Niti to, hvala lepa, ne rabimo te poslušati. Ne, ti si... Stali so pa zelo v redu, tako da se dobim z ostalimi, pa upam, da bom jim lahko malo razložil. Sporoči. Bom javil, kaj bo. Itak bo javno znano. Mogoče naredili še kakšen podcast. Viš da, zakaj pa ne? Da se pogovarjam. Ja, itak. Tako da upam, da mi je bilo to všeč, to je to, I'm out. Peter, povedal, čau. Čau. Dio.